Resnica, neresnica in telo, ki si jo zapomni. Kakšne so posledice laganja samemu sebi v AEK svetu in kako nam pri tem lahko pomaga 25-dnevni program Resnica in neresnica. Ko človek laže sebi, se najprej skrije resnici v svoji zavesti. Nato resnico potisne iz občutkov, nazadnje pa jo izklopi v gibanju. V AEK jeziku to pomeni, da se neresnica vtisne v senzorno-motorni sistem in se tam ohranja skozi napetost, držo in dihanje. Neresnico nato plačujemo z entropijo, s kronično neučinkovitostjo, ki telo sili, da porablja več energije za varanje zavesti kot za urejanje življenja. Čim dlje to traja, tem dlje drsimo v stanje, kjer se zdi, da ne znamo več ločiti med resničnim in naučenim, med tistim, kar čutimo in tistim, kar mislimo, da čutimo. AEK pristop uči, da je to logična posledica senzorno-motorične amnezije, torej izgube jasnega občutka o sebi in vpliva zavesti na mišice ter držo in da se ta izguba nato odrazi v odnosih in odločanju. Višje, ko je SMA, manj se pretegujemo, manj natančno čutimo in več napetosti potrebujemo, da vzdržujemo lažno ravnotežje med tem, kar je, in med tem, kar bi radi verjeli, da je. Zdaj v praksi začnemo pri najpreprostejšem, pri zavestni pendikulaciji, ki v 3 fazah spet vzpostavlja stik med občutkom in gibanjem, ter s tem zmanjšuje prostor za neresnico v telesu in glavi. Najprej počasi vstopimo v kontrakcijo, da povečamo senzorne držljaje in vzpostavimo povezavo z delom, ki ga običajno ne čutimo. Nato še počasneje sproščamo in podaljšujemo tisto, kar smo prej napeli, ostajamo pa pri občutku. Nazadnje pa dovolimo celostni sprostitvi, da možgani obdelajo novo povezavo, kar je v bistvu AEK vaj, sploh nižje 1. in 2. stopnje. Tako telo nežno, ampak odločno pomika mejo med resnico in neresnico v korist resnice, ker ta zahteva manj energije in manj laži v lastnem tonusu, torej zahteva ali pa omogoča nižjo SMA. To ni tehnika za kratkoročno olajšanje, ampak osnova spremembe, ki jo zavest lahko ohrani tudi pod obremenitvijo. Lahko tukaj ostanemo pri somatskem pristopu, se pravi AEK somatiki, ali pa spremembo začnemo skozi razlago uporabljati za dvig čustvene zrelosti. Neresnica je energetsko draga. V AEK programih to razumevanje prevedem v jasno pravilo, da laž vzdržujemo le z dodatnim vložkom časa, pozornosti in napetosti. Višji pritisk neresnice se slej ko prej izenači s pritiskom okolja. Maska poči in takrat se energija vezana v iluziji sprosti kot bolečina, trepet ali izbruh. Prav zato je resnica hkrati neprijetna in osvobojoča. Ko jo začnemo sprejemati v odmerjenih korakih, se razpadajoča neresnica spremeni v gorivo za preusmeritev vedenja v smer boljše prihodnosti, a le, če imamo višjo AEK čustveno zrelost. To je mogoče le, če čustveno učinkovitost dvigujemo tako, da zmoremo večje pretoke energije usmeriti smiselno in mirno, namesto reaktivno ali destruktivno. V programu Resnica in neresnica bom učil prav to, zato bom poudarjal, da dlje ko lažemo sebi, več entropije ustvarimo in bolj verjetno zdrsnemo v kronična stanja, med katerimi so izgorelost, kronična utrujenost in logično tudi vedno bolj toksični odnosi. Ključna past sodobnega učenja je, da znanje nabiramo v glavi, telo pa ostane enako kot prej. Takšno učenje hrani persono in pusti nedotaknjeno senco, zato ne zmanjša SMA. V programih jasno opozorim, da pretirano spraševanje in tudi intelektualiziranje pogosto pomeni izogibanje občutku. Napredek pride, ko dovoliš telesu, da začne vplivati na zavest, ne pa obratno. S tem se zmanjšuje senzorna amnezija, narašča zaupanje v občutek, odgovori prihajajo v pravem času in iz pravega vira, torej iz urejenega notranjega povratnega kroga med zaznavo in gibanjem. Ko SMA upada, se izboljšuje kontekst in timing, zato čustvo lahko primerno uporabimo, ne premočno in ne prešibko, kar je temelj čustvene učinkovitosti, čustvene zrelosti in zrelih odnosov.
Posledice laganja sebi v odnosih so v AEK-u perspektivi zelo predvidljive. Neresnica zamegli položaj v sedanjosti, pretrga povezave s preteklostjo in onemogoči načrt za prihodnost. Ko dvigujemo čustveno učinkovitost in znižujemo SMA, to troje spet povežemo. Najprej bolj točno določimo, kje smo danes, nato si upamo vedno bolj pogledati dlje nazaj in realno ovrednotiti, kaj se je takrat dogajalo. Končno pa iz točk preteklosti in sedanjosti povlečemo smer, ki pokaže, kam gremo. In če ne spremenimo ničesar, ter če začnemo vsak teden rahlo popravljati, kam pridemo drugače. To je v bistvu praktična definicija življenja v resnici. Pri tem delu pogosto uporabimo gledalo kot najpreprostejšo povratno zanko, ki razkroji akutno senzorno motorno iluzijo. Osebo postavim pred veliko ogledalo, zaprtimi očmi poišče domnevno vertikalo, nato odpre oči in vidi, da je nagnjen v levo, desno, naprej, nazaj. Zapre oči, popravi in se ponovno preveri. Že po nekaj dnevih je drža trajno bolj poravnana. S tem hkrati vadi sposobnost, da prizna, da to, kar čuti, ni nujno res in da se z novim dejstvom lahko živi brez obrambe. To je mikroučenje resnice, ki se prenese potem vedno bolj v makroodnose. SMA ni le telesni problem, temveč odnosni problem. V učbenikih natančno obravnavam nastanek in mehanizme SMA, vlogo eustresa in distresa, ter opisujem, kako kronična senzorno-motorna iluzija sistematično popači zaznavo sebe in drugih, kar pa seveda vodi v napačne izbire, torej v neresničnost vedenja. Znižanje SMA poveča sposobnost razlikovanja med koristnim izzivom in škodljivim pritiskom, dvigne čustveno zrelost in olajša prehod iz preživetja v življenje. In ko resnico vadimo v telesu, se kaže tudi v številkah. Raziskave, ki smo jih izvedli v preteklosti na AEK programih, so pokazale, da zakonsko in partnersko zadovoljstvo po več udeležbah na mojih programih izboljšuje razlike, ki so tudi statistično značilne. In udeleženci potem poročajo o pomembnih premikih v čustveni regulaciji in samozavedanju, kar potrjuje smer, da se urejanje odnosa do sebe v telesu prenese v urejanje odnosov z drugimi. Spletni program Resnica in neresnica zato ni motivacijski, temveč struktura, ki deluje po jasni fiziki. Neresnico je treba aktivno vzdrževati, zato nas izčrpava. Resnica sama stoji, zato nam ob sprejemanju vrača energijo. Bolj, ko se učimo gledati resnici v oči, manj potrebujemo lepševanja in izgovorov, več imamo informacij o tem, kje smo, in več poguma za to, da gremo nazaj, sled po sled do izvora vzorca, ki ga vzdržujemo. Tako znižujemo verjetnost, da bomo v odnosih ponavljali stare, energetsko potratne in neučinkovite igre. Hkrati je AEK tukaj zelo jasen. Tisti, ki od AEK-ja hoče vzeti samo tisto, kar mu ustreza, ne more pravilno uporabljati AEK-ja, saj je bistvo ravno tam, kar nam ne ustreza. Za konec se pa vrnimo še k času. 1 leto, 1 mesec, 1 teden, 1 dan, 1 ura, 1 minuta. V AEK praksi to postavimo v telo. Vzemi 1 minuto, da občutiš vsak vdih in izdih, brez popravljanja, samo z resnico o tem, kar je. Vzemi 1 uro, da opraviš 1 vajo s vsemi fazami in pišeš povedi o tem, kje si bil v njej neresničen. Vzemi 1 dan, da opazuješ 1 čustvo in njegovo rabo v enem odnosu. Vzemi 1 teden, da sistematično uporabljaš ogledalo za razbite iluzije o drži. Vzemi 1 mesec, da povežeš zapisano z vedenjem in spremeniš 1 mikroodločitev vsak dan. Vzemi 1 leto, da vztrajaš v programu, ki dviguje čustveno učinkovitost in znižuje SMA, in preveriš rezultate v odnosih, v telesu in v sposobnosti mirno reči, to je res, to pa ni res. Ta korak za korakom logika je skladna z izkušnjami udeležencev, ki poročajo o večji urejenosti in zadovoljstvu, ko vztrajajo in prevedajo razumevanje v občutek in dejanje. Resnica ni kruta, krut je obračun za neresnico. Ko spustiš telo k zavesti, se dolgovi poravnajo. Takrat laž izgubi magnetizem, odnos pridobi jasno mejo, mišice pa končno razpustijo odvečni tonus, ki ga je zahtevalo pretvarjanje. To je točka, kjer se preneha zgolj preživeti in se začne živeti.